v Kopru. Prišli smo delati intervju z Markom Vecem, Društvo prijateljev zmernega napredka, kot veste, je dobilo odločbo od župana Popoviča, da se mora v mesecu dni izseliti in ta rok se sedaj izteka. No, od začetka. To je razstava Društva prijateljev zmernega napredka v Muzeju moderne umetnosti Ludwig v Budimpešti. Na fotografijah vidite ljudi, ki so se sami fotografirali in nam potem to poslali po mailu. Vedno je pa na fotografijah, kot vidite, osel človeček, ki ga je naredil Marko A. Kovačič in Rok Mohar. Je pa brat le onega, če gre s kamero na uno stran. Tam na koncu je njegov polbrat, Osliček mi ima je tata, sam polbrat je pa ljubljanski župan Jankovič, ki gleda na oder, je gledal film zadnjič. Se lahko ga obrnem proti kameri. Ta je prvi ratal. Osliček tole. Je pa še osel človeček, ki ga boste mogoče prepoznali, če ne drugače, po kroniki ima na glavi, Ljubljanski grad gor. Tudi po nasmehu. Sem tukaj izgleda še malo manj narejen kot zadnje čase, ki prav ne more njegovega nasmeha več spraviti z obraza. Na teh zidovih je pa razstava zadnjih 3 let delovanja mladinskega kluba. Zelo skopa, kar se tiče predstavljenega materijala in fotografij, je pa ogromno zapisov, zato je tam tudi lesel, da kdor hoče višje čitati, se povzpne po njej pa vidi višje. Kaj zdaj pripravljate za te dni? Kako mislite se odpirati? Pravna služba, naj to fura, bomo videli, če bo treba res ven, bomo morali vse popokati. 7. februarja naj bi bil rok. Dvignjeno je bilo pošta 7. januarja, se pravi mesec dni, kot piše tam notri, imamo časa, se pravi 8. teoretično, kar je nedelja. Lih na dan kulture, ko Slovenci praznujemo smrt pesnika. Prav po slovensko, ne? Povej, kaj ti rabiš za tvoj mail, koliko minut, koliko sekund rabiš? Kaj ti hočeš? 5 minut. 5 minut, lej. Dal bom 5 minut in to je to. To je to. In, glej, lahko dam ta hip 5 minut. Lahko pa izbereš mesto, kjer hočeš, da to naredimo. Pa imaš da 1 minuto za premislek, prav? Ker si novinarka, okej? Čez 1 minuto prijem nazaj. Da vidim, kaj se bo dogajalo 5 dni oziroma... Po čem si hotela videti, kaj se bo dogajalo? Zanima me strategija vašega boja, da se uprete izvršbi. Strategija te zanima. Potem ti si hotela slišati strategijo, pravzaprav. Ja, v bistvu želela sem si pridružiti tem silam. Kako? Sem se želela pridružiti tem silam upora. Aha, pridružiti se silam upora. A je kje kak upor? Ja, mislim, da bo mogel biti. A bi moral biti en upor? Ena upornica si ti, če zbredi. To se mi je zdelo, Užitka. Dobro, ne. Ti, če hočeš vedeti za upor, ne? Ja. Mislim, za strategijo upora. Jaz ti rečem, jaz ti bom povedal... Vse ne smeš povedati. Ne, a res, hvala, da mi pomagaš. Ja. Dobro, glej, ampak jaz imam tako strategijo stanja proti vetru, kar mislim, da se kliče naš upor. Tako strategijo imam, da kar vse povem, ne, razen tisto, kar mi lahko pravno škodi. Glej, veš kaj, jaz tako mislim, čim sem prebral pismo, to je bilo slučajno na pravoslavni Božič, čim sem to prebral, mi je bilo jasno,
da se cesar naredi v sebi škodo in da pa je naredil Društvo prijateljev izmernega napredka korist. In bom rekel, videl sem takoj, da bo se en ozaveščevalni proces začel. In del tega ozaveščevalnega procesa, ki mislim, da je edino delo, ki se ga splača delati, v tem smislu so mogoče blizu po tem nekem uporniškem instinktu, opredelitvi. Ozaveščevalni proces se je začel z zanimanjem medijev, tudi zanimanjem za tvoj medij, ki mu tečejo dragocene izkušnje moje izjave, mislim, dragocene sekunde moje izjave, ki so rekli 5 minut. Jaz mislim, da je zdaj in to sem tudi zapisal, sem oblikoval v izjavah na dogovoru in v nekaterih, to bom jutri povedal, ko bomo imeli tu, to je del strategije, gledaj, jutri bomo imeli tu, najprej smo imeli 3 krizne sestanke, nič več kriznih sestanki. To so sestanki praznovalnega odbora. In smo začeli praznovati. Mi bomo celo leto 2015 bomo praznovali, ker to je 25. leto od našega obstoja. Ena sama fešta. Kaj je to? Fešta. Ena sama fešta. Ena sama fešta, iz fešte v fešto. Tudi razgovor s seboj je del fešte. In to, da je Šuligoj prišel sem snemati tudi sigurno prazničen trenutek, in da me žita za izjavo, pa jaz pravim, o izjavi se bomo šele pogovarjali. To je del prazničnega trenutka. In zdaj, del praznika bo tudi to, da bom jaz vzel žago. In bom odrezal tisto breskev, ki je tu rodila, pa se je potem eno leto tako močno rodila, da se je razlomila in se je posušila, kar breskve po 20. letu radi delajo. In posebej, če živijo v urbanem mestnem jedru. In jo bom zažagal in potem bomo naredili 25 rezin te breskve, ki je umrla. In vsaka ta rezina bo eno leto. In to vsaka taka zadeva bo najvišja medalja ustanove nevladnega mladinskega polja Pohorski bataljon in Društvo prijateljev izmernega napredka, in to bomo delili samo posebnim ljudem. Jutri, to je tudi del strategije, pa bomo naredili tukaj 200 balonov, najmanj bomo napihnili zlatih balonov, po 12,5 evrov jih je 100, se pravi ena petarda zlata stane samo 12,5 centa in bomo hodili po zlatu in tukaj bo direktor urada za mladino Debeljak prišel povedati, zakaj je ustanova nevladnega mladinskega polja v javnem interesu in zakaj je Društvo prijateljev izmernega napredka v javnem interesu in zakaj je Brecelj leta 2012 dobil nagrado za mladinsko delo in tako naprej. Tukaj bojo prišli iz vse Slovenije, Samonikla prizorišča, ti si Samonikov človek in vaše društvo je Samoniklo in si prišla sama, ker si gospa in si zelo vplivna in delovna. In hvala vsem, ki so ti pomagali, da si prišla in so v tebi. Se pravi, taktika je, strategija je, če dokončam, strategija je, zdaj bom šel v Vojvodino, v Osijek, v Zrenjanin, v Novi Sad, v Sombor, v Kikindu, v Pančevo, v Subotico, v Beograd. V Beograd bom imel intervju enourni na Studiu B. V glavnem, imeli bomo konference, performirane konference, performance, nastope. Jaz bom ves čas kazal jutrišnji posnetek. Se pravi, proslave se bojo začele valiti in vse, kar se bo dogajalo, kar je precej nepredvideno, vse bo postajalo del enega valenja in iznotraj tega valenja jaz upam
odvisno je od mladih, odvisno je od srednjih, odvisno je od kupljeno prodanih medijev, odvisno je od kupljeno prodanih višjih sodišč, ne? Kako se bo to razvijalo, bomo videli, ampak jaz v tem vsem vidim dobro. Vidim, koliko bo pa dobro, koliko bo rezultata, koliko bomo mi zadali šus demokratičnemu despotizmu. To se bo pa izkazalo šele potem, oziroma med tem, zato, ker bomo videli, kaj bodo ljudje rekli, koliko bodo pripravljeni se žrtvovati za stvar, koliko bodo pripravljeni potrpeti, koliko bodo pripravljeni riskirati. Lej, mi smo imeli lokalne volitve, kjer se nekateri naši soborci niso upali postaviti na listo proti cesarju. Ja, zato, ker lej, ne bi pogodbe podpisal z njimi. Okay? Mi živimo v demokratičnem despotizmu in to je korenovalni pribor, ki ga nosim že 3 leta debela, belega cveta. Tako? To so korenovalniki za sezono 2014 do 2018, ne? V najslabšem primeru seveda. To je bilo 5 minut. Še nekaj. Jaz sem ga tudi prepoznala za skoraj v tem, tebi se učita, da si prestar, da bi delal z mladimi, ne? To je ena izmed teh famoznih stavkov, ki so vam jih napisali v obrazložitev, zakaj vas mečejo ven. Je tako? Jaz opalim, da tvoje mesto tudi, ker leta bežijo in še vedno delam eno isto kot pred 20 leti. Tako da sem se prepoznala tudi jaz v tej grožnji. Grožnji? Jaz jim povem, glej. Pravi, da smo že prestali. Da, šubida, glej, poslušaj. Kar se starosti tiče, ne, bom sporočil, ko bom začel imeti težave. Oziroma, kadar bom se prepoznal, da sem star v tistem smislu, da postajam starikov. Jaz vidim problem, dosti večji problem v tem, da mladi ljudje postajajo starikavi. Da postaja starikova cela atmosfera. In, glej, jaz nosim s ponosom ime Priletni parazit. Nekdo me je okrog leta 2000 po internetu blatil Priletni parazit. Še vedno ga iščem, da se mu zahvalim. Da se mu zahvalim za to ime. Glej, jaz sem hvaležen tudi cesarju, ki pravi, da sem jaz prestar, ne? In da bi delal z mladimi, ne? Zato ker z starimi morajo delati stari, z mladimi morajo delati mladi. To je izjemna fina logika. Ne? Ja. In to, jaz bi rekel tako, da je super to, ljudje starosti, govorimo o penziji, ne? Jaz se bom letos srečal s penzijo. Moral se bom srečati v oktobru meseca, zato ker, pazi, do leta 2011, ko sem začel nositi kolenovalnike, sem potem opazil, da zdaj pa je konec šale, zdaj pa nam bo začel toči dol denar, zdaj pa moram se malo rešiti in sem pomislil na to in sem zaprosil z Denisa Valiča pomočjo za status performerja in sem ga na srečo dobil. In zato imam jaz zdaj 22 let delovne dobe, prejšnjih pa imel pa 19 v začetku leta 2012. Zdaj pa imam 21, 22 in se bom srečal s penzijo v oktobru in potem bom mogoče celo dobil 700 evrov penzije, ampak jo bom moral vzeti, če ne mi bojo na Ministrstvu za kulturo, ker sem prestar, mi bojo vzeli plačevanje zavarovanja. In tako. Ok, bom šel v penzijo, super, hvala, bom moral nekje si obesiti
emblem, da spoštujem državo Slovenijo, ker če mi daje penzijo, ok. Samo, jaz tega brez cesarjevega drastičnega zmanjšanja, ne za četrtino, ampak na četrtino, ne bi dobil. Jaz ne bi prišel do penzije. Se pravi, človek mi hoče škoditi, pa mi pomaga. Enako tokrat, pa človek me hoče uničiti, a on me v bistvu rešuje. Midva z Arjano, ki tukaj delovno sva ufojbljena, ufojbiti, ufojbljeno, ufojbljena sva delovno tukaj in zdaj nama grozi, kako se reče to, kar koga obsodijo, da so ga pravično obsodili, zaslužena, ja. Grozi, po ufojbljenju nam grozi zaslužena, kdo ali kaj, svoboda. Tako da, glej, jaz sem takoj veril, čim smo odprli pismo na pravoslavni Božič, ded me je skrivaj, ko sta bila oče in mati v službi, me je odnesel, pa me je za vsaki slučaj. No, čim sem odprl, to sem rekel, to je dobro, tukaj pa je že več kot 8 minut, 9 minut in če ne boš dala vse, potem moramo iti od začetka. Ne, hvala in srečno. In ne za večno. Ne. Ok?